Julijski začetek je bil neuspešen. Po domačem porazu z Zavrčem še druga zaporedna ničla v Domžalah, 2:1 obakrat brez doseženega zadetka. V tretjem krogu proti Krki pa 3:0 in začetek serije, ki so jo šele po 224 dneh oziroma po 19 prvenstvenih in 4 pokalnih tekmah nepremagljivosti prekinili Mariborčani. Dogodek za anale prve lige. Žal se je zgodila ta tekma z Mariborom, ki pa, bom rekel, za nas ni nič narobe. Mi nekako ostajamo na svojih pogledih, na svoji tematiki in na tem bomo tudi naprej vztrajali. Proti Mariboru vedno želi zmagati in sigurno ni pač najboljši občutek izgubiti ravno to tekmo, ampak kot sem rekel, enkrat je mogel priti ta poraz. V seriji tudi nekaj zaporednih remijev, od 16. do 21. kroga pa tudi solidne 402 minute brez prejetega zadetka, ki so proslavile vratarja Matica Kotnika. Bil je sicer v senci jesenskega rekorderja Nejca Vidmarja, a z najmanj prejetimi zadetki se je klonil le 9-krat. Če bi obstajal pač nek recept, potem bi ga pač vsi posnemali, ampak mislim, da pač recept je edino, da pač celotna ekipa se žrtvuje za obrambo in sam mislim, da sam to na koncu pač prinaša rezultat. V Celju je razumljivo že vrsto let prvi šport rokomet, toda letošnji uspehi so povzdignili tudi nogometaše. Ne samo z večjim obiskom na tribunah, postali so zanimivi tudi izven igrišča. V medijskem prostoru se veliko več pojavljamo in to je samo en velik plus za mesto Celje, za naš klub in pa za vse te fante, ki se počasi uveljavljajo v slovenskem nogometu. Bili smo vabljeni na modno revijo. Ja, bilo je fajn, neka nova izkušnja. Glede na slabše pretekle sezone je v letošnji ves čas v ospredju vprašanje, kaj je drugače, da so potomci celjskih grofov v igri za najvišja mesta. Moram reči, da se marsikatera stvar, bom rekel, poklopila tudi v zvezi s poškodbami in bom rekel svojo energijo, ki je bila v ekipi, tako da bom rekel, za nami res eno uspešno obdobje. Trener je določene nove smernice vnesel v ekipo in mislim, da se je že skozi poletno pripravljalno obdobje začel kazati, da bo to pravilna usmeritev, predvsem z hitrim pretokom žoge proti naprej. Nekako z manj posesti, z manj dotiki, vse bolj usmerjeno proti nasprotnikovu golu. In mislim, da je to nekako glavna razlika od prejšnjih let. Spodbudo imajo igralci pred očmi tako rekoč vsak dan, ko se podajo na trening. Kratek stavek, ki povzame temeljno vodilo najmlajšega trenerja v prvi ligi. Pomeni, da ne damo vsako tekmo vse od sebe ali pa sploh ne prijemo na tekmo. Tako da mislim, da je bolj to prvo. Vsak, ki prednji stopi na igrišče, se zave, da bo dal vse od sebe in mislim, da je to glavni razlog, da smo bili tako dolgo neporaženi. Serija brez poraza v aktualni konkurenci je v vseh pogledih lep dosežek. Slovenski rekord imajo sicer Domžalčani z 32 tekmami nepremagljivosti v letih 2006-2007. Kaj pa najboljši evropski dosežek, poskusimo z mini kvizom. To pa ne bi vedel. Vem samo, da pač ni ena izmed bolj uspešnih evropskih ekip, da je verjetno iz kakšne manj gledane lige. Mislim, da Chelsea, če se ne motim. Mislim, da je bilo 49 tekem. Jaz bi mogoče rekel Real. Saj tudi mi nismo vedeli, to je pač eden od suhoparnih statističnih podatkov. Je pa bil Matic zelo blizu. Spletna stran UEFA navaja, da ima najdaljšo serijo romunska Steaua, ki je bila v letih 86-89 brez poraza 106 tekem. Od bolj znanih evropskih klubov je na 8. mestu z 58 tekmami italijanski Milan v letih 91-93. Nazaj domov in v zadnjih 11 sekundah reportaže še prvih 11 sekund tekme Celje Zavrč in ob podatku, da imata Olimpija in Maribor rekord 12 zaporednih zmag, da ima 130 goli strelski rekord Štefan Škaper, še enkrat predstavitev najhitrejšega strelca Benjamina Verbiča. Ob rekordu vratarja Nejca Vidmarja še en dosežek, ki ga bo težko preseči.